Izobraženi Rom za večino Slovencev znanstvena fantastika, mnogi so Roma celo prvič videli v živo. To je ena od ugotovitev Festivala romske kulture Romano Čon in zato že prej odločitev, da bomo največ pomena in poudarka dali pravzaprav informiranju, ozaveščanju širše skupnosti o Romih in Sintih v Sloveniji, romski kulturi, romski identiteti. In kot romski akademski klub, ki se primarno zavzema za promocijo izobraževanja pri Romih in neromih, smo se odločili, da bomo letos obiskali kar se da največ srednjih šol in fakultet po Sloveniji, tako da se je naš glas dejansko slišal vse od Lendave do Kopra. preprosto enostavno, o krepitvi samozavesti, kultura, arhitektura, o dojemanju kulture iz drugačnega zornega kota, romska kultura kot turizem, o potencialih dediščine. 50% Roma plus 50% Slovenca je 100% človeka, o vključevanju Romov v družbo večinskega prebivalstva ter romska kultura po Evropi, o kulturi Romov iz evropskih držav. To je 5 sklopov, s katerimi so se ukvarjali letos, in to so voditelji dvomesečnega projekta Vinko Cener, Sandi Horvat, Melisa Baranja in Marcel Baranja, ki vidijo, da je v šolskem sistemu premalo ozaveščanja o Romih. Mladi v Sloveniji o Romih vedo zelo malo. Tudi to se je izkazalo na naših predavanjih in delavnicah po Sloveniji. Vsi so, oziroma skoraj večina jih je zatrdila, da vidijo sedaj Roma prvič v živo. To pomeni, da nikoli niso imeli nikakršnega stika z romsko skupnostjo v Sloveniji, čeprav nas je 12.000 v Sloveniji. Vse, kar vedo o Romih, vedo na nek način o ciganih. Bolj stereotipno razmišljanje imajo že razvito, ampak s tem, ko se izobraženi Romi postavimo pred njih in povemo našo lastno zgodbo, dejansko razbijamo že takoj prvi stereotip, da so tudi Romi lahko visoko izobraženi ljudje v Sloveniji. To niso običajna predavanja, srečanja so si zastavili tako, da udeležence veliko sprašujejo. Takoj ob začetku jih vprašamo, kdo od nas treh je Rom, in vsi vedno pogledajo v kolegico Meliso, ki je bolj temne polti, črne lase, ker je to dejansko nekako stereotipni opis Romov v Sloveniji. In jih potem jaz vprašam, zakaj pa jaz ne bi mogel biti Rom. In se malce zamislijo in povejo, ja, zato ker si bel, bolj lepše govoriš, slovensko govoriš. In tekom predavanja jim pokažemo sliko celotnega romskega akademskega kluba in jih vprašamo, kdo na sliki ni Rom. In takrat več ne želijo niti ugibati, kdo ni Rom, ker vedo, da niso Romi samo temnopolti ljudje s črnimi lasmi, ker se dejansko bojijo odgovoriti, ker smo dejansko razbili prvi stereotip, da ni treba, oziroma ne moremo ceniti človeka, posameznika na podlagi opisa, ne? Ob tem pa so bili presenečeni tudi sami voditelji projekta, pravijo. Vedno znova se pojavlja to njihova presenečenost na tem, kako smo močni, kako mi izobraženi Romi, kakšno pot smo morali prehoditi, da smo danes lahko v študijskih klopeh. Naprimer, sama sem bila v osnovni šoli v segregiranem razredu, tako da moč pričakovati, da bom kdaj na fakulteti, na magistrskem študiju, je bila nična. Tako da vedno znova se pojavljajo feedbacki zelo pozitivni in si želijo še več tega, da bi bilo več teh predavanj, več takih delavnic, da bi dejansko sami pri sebi reflektirali stereotipe in predsodke, ki jih imajo in imamo, da bi lahko začeli razmišljati drugače o ljudeh, ki so mogoče njihovi sosedje, ki živijo v naseljih, ampak nikoli niso bili v naselju, ker jih je strah. In tako bodo potem tudi, ko bodo vstopali v svoje bodoče poklice, ravnali drugače z otroki, z svojimi bolniki, pacienti. Zato ravno odhajamo na srednje šole in fakultete, da bi nekako zaveščali javnost in malce prilagodili ves sistem. Da je spopad s predsodki težak in dolgotrajen, je znano tudi to, da uspehi pridejo šele čez čas. Kako so torej zadovoljni izvajalci? V bistvu so to zelo majhni koraki. Vsako leto s temi predavanji ne izvajamo jih samo tekom Festivala romske kulture, ampak skozi celo leto smo vabljeni na srednje šole, razbijamo dejansko stereotipe in predsodke o Romih. To je prvi cilj, da pri večinskem prebivalstvu, pri mladih, ki jih lahko še dejansko nekako speljemo na pravo pot, bomo temu rekli, ne? Da ne razmišljajo stereotipno o Romih, da ko spoznajo Roma, da ko govorijo z Romom, ki je izobražen Rom, jim takoj dokažemo, da ni vse tisto, kar slišijo strani medijev, strani večinskega prebivalstva, ne razmišljajo več stereotipno o Romih. In to je tisti prvi pokazatelj vsakega festivala, da vsaj malce razbijemo te stereotipe in predsodke do Roma. In to je že zelo velik korak za nas. In korak za drugo stran. Mislim, da sami so pridobili veliko več, kot smo mi dejansko pričakovali. Videli so,
da je možno biti drugačen med drugačnimi, da vendarle ni vse tako črno in sivo, ampak da je tudi obstaja neka svetla prihodnost za romsko skupnost in da tudi sami lahko nekako prispevajo kot stroka, kot bodoči strokovnjaki. Romski akademski klub, v njem je 55 članov, za prihodnje leto, ko bodo praznovali 10-letnico, prav toliko pa tudi Romano Čon, napovedujejo še večji projekt in še več pogovorov o tem, kdo so ljudje, ki živijo med nami.